V leposlovnem uredništvu Založbe Mladinska knjiga se veselimo številnih novih del izvirnih in prevodnih avtorjev za bralce vseh starosti. Med knjigami za otroke bi na prvem mestu omenil tretji del najuspešnejše svetovne slikaniške serije Zverjasec, ki bo izšel istočasno po vsem svetu septembra letos. Potem pa seveda nove slikance številnih slovenskih avtorjev in ilustratorjev, kot so Anja Štefan, Maja Kastelic, Hanna Stupica, Ana Zavadlav, Jelka Reichman in drugi. Potem bi med mladinskimi novitetami bi omenil dve izvirni noviteti slovenskih avtoric, Jedrt Maležič, Miškulance, ki je sploh njeno prvo delo za mladino, pa drugi del fantazijske serije Bestelopi Simone Semenič. Izdali bomo pa tudi Harryja Potterja, se pravi celotno zbirko 7 knjig z slovenskimi naslovnicami Hane Stupica. Pri odraslem leposlovju bi omenil vrsto knjig, s katerimi obeležujemo jubileje, se pravi 100-letnico rojstva Lojzeta Krakarja bomo obeležili z knjigo ilustrirane poezije, oziroma v tem primeru bodo zraven fotografije. Potem bomo izdali biografijo Zofke Kveder skupaj z neko korespondenco. Potem bomo izdali korespondenco ob 120-letnici, 100. obletnici smrti Srečka Kosovela bomo izdali knjigo korespondenc z Fanico Obid, ki je v bistvu njegova najobsežnejša korespondenca in sploh ena najobsežnejših slovenskih korespondenc hranjenih, se pravi, da imamo pisma iz obeh strani. Izdali bomo tudi knjigo Mrakijade Vladimirja Bartola, ki je bila izvirno zamišljena kot v bistvu gradivo za roman, ki je bil nekako naslednji roman, ki ga je hotel Vladimir Bartol napisati po Alamutu, pa mu žal to ni nikoli uspelo. Je pa to zelo zanimivo gradivo, ki priča samo ne o Ivanu Mraku kot neki taki zelo impresivni in impozantni osebi slovenske kulture in slovenske dramatike, ampak tudi o življenju, kulturnem življenju in siceršnjem življenju tistega časa. Potem bo šel nov roman Brine Svit, pa tudi knjiga grozljivk oziroma horror zgodb Matjaža in Davida Zupančiča, pa esejistično delo Kolizej Helene Kodar. Med prevodnim leposlovjem bo izšlo vrsto prevodov svetovnih avtorjev, najrazličnejših iz vseh koncev sveta, se pravi zadnji roman Harukija Murakamija, zelo odmevno delo Mirande July, potem zadnji roman oziroma zadnji, ki je pač preveden v svetovne jezike, Nobelovke Han Kang. Potem bomo izdali nov prevod Salingerjevega romana, v izvirniku je Catcher in the Rye, zdaj nov slovenski prevod bo Varuh v polju mlade rži, pa nov prevod Nobelovke Annie Ernaux, delo z naslovom Leta, ki ga ravnokar tudi uprizarjajo v Mestnem gledališču ljubljanskem. Izdali bomo tudi nove knjige v zbirki Živi klasiki, to so te mehko vezane knjige z zelo lepimi naslovnicami, ki smo jih začeli lansko leto izdajati in tako naprej.